Janez Janša se je s 4. imenovanjem za mandatarja po številu premierskih mandatov izenačil z Janezom Drnovškom. Drnovšek in Janša sta vodila kar polovico vseh slovenskih vlad. Kaj je zaznamovalo mandate Janeza Janše in s kakšnimi izzivi se bo soočal pri vodenju svoje 4. vlade? Marko Gregorc. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. 4 na videz enake prisege, 4 različni mandati. Prvega leta 2004 si je Janša prislužil 57 glasovi, drugega 2012 je prejel 51 glasov, leta 2020 52 in danes spet 51 glasov. Njegov sopotnik Jelko Kacin ga je spremljal z obeh strani političnega igrišča, ne čudi ga, da je slovenska politika igra, v kateri na koncu se vedno vrne Janša. Ja, predvsem človek se v življenju obrusi. Jaz ga poznam več kot 50 let in težko ga je primerjati. Če je prvi mandat odigral relativno mirno, naj vas opozorim, da je to bila edina vlada, ponavljam, edina vlada v samostojni Sloveniji, kjer je koalicija zdržala 4 leta. Ga je že po prvem letu drugega mandata zadelo usodno poročilo KPK. Posledice tega poročila so lahko samo dvojne. Janša se je moral z Gregorčičeve ob glasnih protestih ulice posloviti po dobrih 400 dneh vladanja. Povejmo tej naši nori oblasti, da je nora! Do naslednje priložnosti je moral čakati kar 7 let, pol leta celo v zaporu na Dobu, odkoder je bil predčasno izpuščen ob razveljavitvi sodbe Ustavnega sodišča. Današnji dan je, tako kot je dejal že eden od predgovornikov za tem mikrofonom, konec nekega začetka, vendar še ni konec poti. Ta je na Gregorčičevo ponovno pripeljala 3. marca 2020 in sestavo 3. Janševe manjšinske vlade. Javnost ne ve, on je vsak ponedeljek sedel s koalicijskimi partnerji, vsako zadevo so predebatirali, tudi v tistih težkih pogojih, ko je bilo proti vladi poleg kolesarjata še vse živo, so trdno stali drug ob drugem. Z oblasti ga ni odneslo več kot 100 kolesarskih protestov. Ampak šele redne volitve. Da bo z lahkoto prekrmaril čez 4-letni mandat, ne dvomi Kacin. Menite, da bi lahko zdržal 4 leta na oblasti? Zagotovo. Če mu to uspe, bi na čelu vlade skupno preživel kar 4137 dni, s čimer bi za približno 500 dni presegel dolgoletni rekord Janeza Drnovška.